Hvala za besedo. Spoštovani predsednik, Herbert in vsi ostali, ki sodelujemo v skupini, ki obravnava sobivanje z velikimi zvermi. Iskrena hvala za to, da lahko obravnavamo danes to resolucijo. Kot smo že večkrat govorili, vsi spoštujemo to, da imamo v Evropi Bernsko konvencijo iz leta 1979, habitatno direktivo iz leta 1992, da smo s pomočjo programov LIFE zelo izboljšali stanje populacije tako medvedov kot volkov, ki so danes predvsem na obravnavi. Se pravi, Evropa je bila uspešna, lahko povem iz lastnega primera iz Slovenije, države, kjer sem bil leta 2012 kmetijsko-okoljski minister in takrat smo imeli populacijo medvedov med 300 in 400 v Sloveniji, danes jih imamo med 1000 in 1200. Volkovov je bilo takrat 20 do 30, danes jih je med 100 in 130 na malem področju Slovenije. Ta številka je v veliki meri tako narasla, ker se je zaradi ideoloških razlogov in s spretnim pritoževanjem na odredbe ministrstev preprečil strokoven ulov populacije obeh zveri, se pravi tako medveda kot volka. Danes se srečujemo z porušenim ravnovesjem v naravi, tam, kjer je zelo veliko volkov in medvedov, tudi ni več srnjadi, jelenjadi, nastajajo konflikti s kmetijstvom, kot smo danes slišali, pašno govedo. Sam sem bil nekajkrat na teh območjih pri mladih kmetih obupanih gledal, kaj so pravzaprav fotografije, kaj so zveri naredile praktično na njihovih dvoriščih. Zato zelo podpiram aktivno upravljanje s populacijo. Prav je, da o tem govorimo in nikakor si ne želim, da bi se takšna populacija, tako velika populacija bila razlog za to, da bi se porušilo na nek način tudi družbeno sprejemljive zveri, še manj pa, da bi lovci, kmetje ukrepali na lastno pest in s krivolovom uravnavali populacijo. To je najslabše, kar se lahko zgodi, zato zelo podpiram, da sprejmemo resolucijo s takšno vsebino in je prav, da o njej govorimo.